Nosilec projekta Stičišče središče je v sodelovanju z društvom Senica zavod Nefiks. Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za javno upravo iz sklada za nevladne organizacije preko javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij. Vrednost projekta je skoraj 388 tisoč evrov. Tovrstni posveti so le del dejavnosti, ki potekajo v okviru projekta, v katerem je projektni partner tudi Zveza slovenske podeželske mladine. Želimo nekako združiti vse pomembne akterje na posameznem področju, se pravi tako nevladne organizacije kot občino, kmete in tako naprej. Se pravi vse, v bistvu, ki se morajo nekako povezati za to, da se bo podeželje bolje razvijalo. Torej, podeželje mora biti kraj, kjer mladi podeželani in mladi kmetje vidimo svojo prihodnost, ne samo za življenje, ampak za dostojno življenje. Torej, da to ni samo kraj, kjer nekako prenočujemo, ampak da se ustvarjajo kvalitetna delovna mesta za mlade podeželane in pa, da mladi kmetje imajo res ustvarjeno kmetijstvo, v katerem lahko normalno kmetujejo. Kmet ni samo nekdo, ki prideluje hrano, kmet je nekdo, ki nas hrani. Eden od strateških ciljev projekta je prav vzpostavitev trajne oblike dialoga med nevladnimi organizacijami in odločevalci. Specifični cilj so torej bolje informirane, usposobljene, opolnomočene nevladne organizacije z večjo vlogo pri oblikovanju lokalne in regijske politike. Hkrati pa tudi okrepljeno medsektorsko in nadsektorsko povezovanje in sodelovanje pri reševanju lokalnih potreb. Na tokratnem posvetu, 4. od 8 načrtovanih v osrednje slovenski regiji, je bil navzoč tudi župan občine Medvode Nejc Smole, pomočnica vodje oddelka za družbene dejavnosti Martina Kutnar in predstavnica javnega zavoda Sotočje Irena Sonc Šlenc. Mislim, da smo imeli kar nekaj konkretnih izzivov danes naslovljenih in tudi nekaj konkretnih rešitev smo našli. Veseli smo tudi, da se je župan odzval in da je tudi takoj dal svoj komentar, kaj bi se morda dalo storiti, zakaj bo potrebno morda nekoliko več časa. Tako da se veselimo tega, kaj bo realizirano na podlagi teh naših priporočil. Kot dobro izhodišče navaja že dejstvo, da so se udeleženci posveta med seboj že prepoznali in vzpostavili določene povezave. Bil je predlog za neko rubriko z dobrimi praksami, z nekimi dobrimi zgodbami v lokalnem časopisu. Da vidimo, da med nami živijo ljudje, ki navdihujejo za svojimi zgodbami, ki jim lahko sledimo. Potem preko tega, kako obogatiti kakšen razpis, zakaj nek razpis ne počrpa vseh sredstev. Že sicer je bila rdeča nit posveta, ki je potekal tudi v obliki delavnice, sledeča. Mislim, da povezovanje. Dejansko prepoznavamo ves čas, kako je treba povezovati. Tudi danes smo recimo govorili o tem, kako je treba povezovati turizem, kmetijstvo, šport in različne organizacije, različne akterje, torej in področja in akterje skupaj. Ja, moj predlog je definitivno povezovanje. Brez povezovanja ne bo nič. Če bo vsak kmet delal zase, bomo zelo težko uspeli, sploh z neko dodano vrednostjo. Vidimo, da odkupne cene gredo dol, cene izdelkov v trgovini gredo gor, tukaj se matematika ne izide in je potrebno enostavno se med kmeti povezati, začeti predelovati lokalno, predelovati in vse to, kar doma predelamo, tudi doma prodati. V povezovanju s kmeti prodamo to turistom, agroturizem, enostavna rešitev za našo občino in naše kmete. Rekli ste, prodamo skupaj, tudi nam smo dobri kupci. Ja, definitivno. Jaz česar doma sam ne predelam, grem iskat k ekološkemu kmetu, če ima, če ne pa saj k lokalnemu kmetu. Nikoli ničesar, kar bi lahko dobil pri kmetu, ne kupimo v trgovini. Se mi zdi, da bi mogel prav vsak potrošnik biti tak in bi bilo v Sloveniji za nas kmete marsikaj drugače. Pred mladimi kmeti je že sicer največji izziv trajnostni razvoj podeželja. Dostop do znanja, dostop do kapitala, dostop do kmetijskih zemljišč. Potem so tu še številni izzivi od vremenskih do potem cenovnih, dohodkovnih. Vsi se srečujemo z temi resursi na kmetiji, delovna sila. Torej, izzivov je kar veliko, ampak vsi ti izzivi tvorijo nekako največji izziv, kako trajnostno razvijati slovenske kmetije, slovensko kmetijstvo.
Po letu dni naj bi se ponovno srečali, partnerji pa so prepričani, da bodo nekatere ideje tudi realizirane. Tebi najboljša ideja danes? Ne vem. Veliko je bilo dobrih, tako da bi se težko odločil za eno samo. Definitivno pa mogoče to izobraževanje mladih že v samih vrtcih, pa uvedba lokalne hrane našim otrokom, ker vemo, da pač otroci morajo jesti dobro hrano, da bodo dobro se razvili. Na samem posvetu je bil, čeprav ne v tej vlogi, tudi član občinskega sveta in poslanec v državnem zboru Leon Marjasec, ki je tudi predsednik občinskega odbora za kmetijstvo in gozdarstvo, hkrati pa član kar 4 delovnih teles državnega zbora.